padec oblasti. V zgodovini človeštva lahko vidimo znova in znova vzpone in padce oblasti. Danes želim govoriti o zadnjem padcu človeške oblasti in vzpostavitev končne, pravične in večne oblasti. Na to bo dovršitev, ko bo kraljevanje izročil Bogu Očetu in uničil vsakršno poglavarstvo ter sleherno oblast in moč. Kajti on mora kraljevati, dokler ne položi vseh sovražnikov pod njegove noge. Kajti zadnji sovražnik bo uničena smrt, kajti vse je položil pod njegove noge. Ko pravi vse je podvrženo, je jasno, da razen tistega, ki mu je vse podvrgal. Ko pa mu bo vse podvrženo, se bo tudi sin podvrgel njemu, ki mu je vse podvrgel, da bo Bog vse vsem. Odlomek govori o posebnem trenutku v zgodovini človeštva, ko bo prišlo do radikalne spremembe oblasti. To bo dogodek, ko bo nad človeško in vsako drugo oblast prevzel Kristus oblast in jo na koncu izročil Očetu. On mora kraljevati. Poudarjena je suverenost Božjega načrta. Kristus bo prevzel oblast, saj bo z Božjo močjo uničil celo smrt. Na koncu Svetega pisma je opis, da Božja vladavina prinaša blagoslov, zmago nad vsem, kar uničuje človeška življenja. In obrisal bo vse solze z njihovih oči in smrti ne bo več. Pa tudi žalovanja, vpitja in bolečine ne bo več, kajti prejšnje je minilo. Za mnoge je ta svetopisemski opis samo pravljica, mit, neko lažno hrepenenje človeštva po popolni oblasti in vladanju. Pravijo, že stoletja je vse isto. Oblasti prihajajo in odhajajo. Nekatere so dobre in uspešne, druge slabe. Mnogi so mogoče že izgubili upanje po dobri oblasti, vodenju, kajti vsem vidijo samo še izkoriščanje, krivico, nesvobodo. Celo kristjani smo izzvani, ali se bo to res zgodilo, saj že stoletja vse isto. Apostol Peter govori, da se bodo v poslednjih časih ljudje iz vsega norčevali. Predvsem pa morate vedeti, da bodo v poslednjih dneh prišli taki, ki se bodo norčevali iz vsega. Ti bodo živeli po svojih poželenjih in govorili, kje je njegov obljubljeni prihod. Odkar so namreč očetje zaspali, je vse ostalo tako, kakor je bilo od začetka stvarjenja. Sami hočejo, da jim ostane skrito in da je nebo obstajalo že zdavnaj in da zemlja po Božji besedi obstaja iz vode in prek vode. Po teh prvinah je bil tedanji svet preplavljen z vodo in tako pokončan. Sedanje nebo in zemlja pa iste besede hrani za ogenj, ohranjajo za dan sodbe in pogubljenja brezbožnih ljudi. Tega, ljubi, ne smete prezreti. Pred Gospodom je en dan kakor 1000 let in 1000 let kakor en dan. Če se nekaj ni zgodilo do sedaj,
ne pomeni, da se ne bo zgodilo. Nekateri se norčujejo iz vsega, ker živijo po svojih sebičnih željah, ne vidijo. Ne želijo videti vse duhovne resnice, pravi Peter. Božji čas je drugačen od našega. En dan je lahko kakor 1000 let ali obratno. Potrebno je zaupati in verovati Bogu, kajti brezbožni ljudje bodo za večno ločeni od Boga. Prišlo bo do uničenja z ognjem, kakor je bilo uničeno vse z vesoljnim potopom. Danes ni noben problem uničiti človeštvo z ognjem. Samo aktivirajmo vso človeško orožje. Vedno so bila trenja in želje po spremembah oblasti. Ni človeške oblasti, ki bi lahko zadovoljila vse potrebe ljudi. Prav zdaj smo lahko priča v naši deželi, kako so eni zadovoljni s trenutno oblastjo, na drugi strani pa mnogi želijo na vsak način menjati oblast. Kot sem že omenil, to ni nič novega. Tudi za vse nas je pomembno, ali bomo nekega dne pripadali oblasti, ki jo bo spostavil Bog. Kajti vsi, ki ne bodo v Božjem kraljestvu, vladavini, oblasti, bodo obsojeni kot brezbožno ljudstvo. Jezus je zelo jasno povedal Pilatu, da obstaja njegovo kraljestvo, ki se bo nekega dne razodelo. Jezus je odgovoril: moje kraljestvo ni od tega sveta. Ko bi bilo moje kraljestvo od tega sveta, bi se moji služabniki bojevali, da ne bi bil izročen Judom, tudi moje kraljestvo ni od tod. Pilat mu je rekel: torej si ti vendarle kralj? Jezus je odgovoril: ti praviš, da sem kralj. Jaz sem zato rojen in sem zato prišel na svet, da pričujem za resnico. Kdor je iz resnice, posluša moj glas. Pilat je imel zemeljsko oblast. Bil je določeni vodja določene oblasti. Jezus pa mu pove, da Jezusovo kraljestvo ni od tega sveta. Obstaja Božje kraljestvo, ki se bo nekega dne razodelo in bodo vsa ostala kraljestva vržena iz oblasti. Ni še ta čas, tudi pride ta čas. Dokler pa ne pride, se mora oznanjati to resnico, da bo zavladalo pravično kraljestvo. Saj je sam Jezus povedal, da je prišel oznanjati resnico. Ali želiš pripadati Božji vladavini, kraljestvu? Seveda, imamo kot državljani vsi odgovornosti do zemeljske oblasti. Tudi na koncu bo pomembno, a boš državljan tudi Božje vladavine. Jezus, oziroma kako lahko postanemo državljani Božje oblasti. Jezus je začel svojo službo na zemlji takole. Od tedaj je Jezus začel oznanjati in govoriti: spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo. Jezus uči, da je prvi korak spreobrnenje. Večkrat zahtevamo od ljudi vero Boga. Toda Jezus pravi, da je prvi korak k Bogu spreobrnenje in potem vera. Razumeti moramo, da spreobrnitev ni čustvo, ampak odločitev.
Včasih iščemo čustva, doživetja, nadnaravno vero, da bi spoznali Boga. Toda prvi korak poti k spreobrnenju k Bogu je samo spreobrnenje, ki ne izvira iz čustev, temveč iz volje, hotenja. Mnoga spreobrnenja v cerkvi niso trajna, saj niso zares spremenile volje, hotenje osebe. Morda si okusil čustva, doživetja, ki trajajo nekaj časa. Na koncu pa ne moreš več živeti ali biti kristjan, ker volja ni bila spremenjena. Kaj v resnici pomeni spreobrnenje? Obstajata dva jezika Svetega pisma, v Novi zavezi grščina in v Stari zavezi hebrejščina. Grška beseda se prevaja kot premisliti si, spremeniti način mišljenja. Od zdaj naprej želim živeti, kot je učil Jezus. V tem primeru ne gre za čustva, ampak še enkrat pravim, odločitev. Kesam se in želim spremembo svoje volje. Hebrejska beseda za kesanje vključuje tudi določeni končni učinek, pomeni obrniti se v drugo smer. Brez Boga sem hodil po napačni poti. Zdaj pa se za 180 stopinj obračam proti Bogu in pravim, tukaj sem. Tukaj ne gre, kot mogoče nekateri pravijo, za naivno vero, ampak konkretno odločitev pred Bogom. Jezus, bodi moj rešenik in Gospod mojega življenja. Želim biti državljan tvojega kraljestva, vladavine. Ker je njegovo kraljestvo pravično, ali kakor piše Pavel, kajti Božje kraljestvo ni jed in pijača, marveč pravičnost, mir in veselje v Svetem Duhu. Je potrebno prositi Jezusa, da nam odpusti naše krivice, grehe, da lahko potem postanemo državljani njegovega kraljestva. To je pomemben del spreobrnenja, ki prinaša mir v človeško srce in veselje, ki prihaja potem od Boga oziroma delovanja Svetega Duha. Želimo, da vlada Jezus in njegovo kraljestvo v našem življenju. Če je ta odločitev ja, potem lahko skupaj molimo. Dragi Jezus, hvala ti, da ti gradiš in boš nekega dne razodel svoje kraljestvo, svojo moč, svojo oblast, svojo vladavino. Zdaj te prosim, sprejmi me v svoje kraljestvo. Odpusti mi vsak greh, očisti, operi me v tvoji krvi, da sem lahko državljan tvojega pravičnega kraljestva. In Jezus, prosim te, daj mi moč Svetega Duha, da lahko živim v tvojem kraljestvu, dokler sem tukaj na tej zemlji, tudi kot državljan Božjega nebeškega kraljestva. Jezus, to te prosim, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
Blagoslovljeno nedeljo.